Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji glasbe, dober večer. Prisrčno dobrodošli na našem novoletnem koncertu ženskega pevskega zbora Pristan Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper. Hvala, da ste nocoj z nami. Najprej vabimo predsednico Univerze za tretje življenjsko obdobje, gospod Gabriel Gavrišek, da vas nekaj besedami pozdravim. Dober večer v tej čudoviti protokolarni dvorani svetega Frančiška Asiškega. Un cordiale saluto a tutti voi che siete riuniti in questa bellissima sala di eventi San Francesco d'Assisi. Lepo pozdravljeni na novoletnem koncertu ženskega pevskega zbora Pristan Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper. Živimo v času, ko pogosto hitimo mimo drugega. Posebni odnosi, druženje in iskrena pozornost so marsikdaj spregledane vrednote. Prav zato je današnji večer nekaj posebnega. Je priložnost, da se ustavimo, da se srečamo in si podarimo nekaj lepega. Pesem, čas in skupen trenutek. Današnji koncert je darilo. Darilo pevk poslušalcem. Darilo skupnosti posameznikov. In dokaz, da je petje veliko več kot le zvok. Je način, kako nekomu polepšaš dan in mu ponudiš glasbeni objem. Ženski pevski zbor Pristan je eden izmed 27 študijskih krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper, ki vsak krožek po svojem programu ustvarja, se uči, deli znanje ter prijetne trenutke drug z drugim. Danes je večer namenjen petju žensk. Žensk, ki jih pesem spremlja vse življenje. Odzivajte dalje v veselih, prazničnih in tudi nekoliko manj lahkih trenutkih. Pesem je tu, kot tiha spremljevalka, kot tolažba in kot izraz življenjske radosti. Iskrena hvala našim pevkam. Vaša predanost, redne vaje, dobra volja in veselje do petja je izraz vaše energije in življenjske moči. V vsaki pesmi, ki jo boste danes zapeli, bo del vaših življenjskih izkušenj, topline in ljubezni do glasbe. Posebna zahvala pa tudi tisti med vami, ki opravljate na deloma nevidno delo. To delo je nepogrešljivo in za delovanje zbora ključnega pomena. Hvala zborovodkinji, ki s strokovnostjo, potrpežljivostjo in občutkom povezuje glasove v urban zbor, ki skrbi, da pesem zveni povezano in srčno. Posebna zahvalo namenja tudi naši gostje, ki jo boste pozneje spoznali, mladi nadarjeni hartistki, ki bo nocoj svojo občutno igro obogatila večer. Njena prisotnost pa lepo povezuje generacije in dokazuje, da glasba ne pozna starosti, le odprta srca. V Uni3 Koper, kot radi na kratko poimenujemo našo univerzo, je ogromno nevidnega dela. Peščica ljudi z veliko dobre volje in znanja soustvarja programe, ki članom omogočajo izobraževanje, druženje in kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Hvala vam vsem, ki svojim delom gradite našo univerzo. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate. Zvezi kulturnih društev Mestne občine Koper, Osnovni šoli Koper, Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper, Luki Koper, Kulturnemu izobraževalnemu društvu Pina, Mestni občini Koper, Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter današnjim tehnični ekipi dvorane svetega Frančiška, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
In hvala vam, dragi poslušalci, s tem, ko ste nocoj tukaj, nas poročate, da vam petje, glasba in človeška bližina nekaj pomenijo. Vaša prisotnost je največja spodbuda in priznanje za naše pevke. Naj vas petje nocoj napolni s toplino, mirom in lepimi občutki. Naj vas spremlja tudi v prihajajočem letu kot pesem, ki povezuje, objame in ostane. Naj vam bo ta večer iskreno novoletno darilo, preprosto iz srca. Naj vam novo leto prinese dovolj zdravja, dobre volje in ravno prav trdne, da boste še naprej radovedni, dejavni in malo navihani. Naj bo polno druženje, smeha in pesmi tudi takrat, ko ni vse popolno. Grazie e buona serata a tutti. Vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo. Hvala in lep večer vsem skupaj. Želim vam vesel Božič in srečno novo leto. In hvala Gabrieli, dovolite, da ji rečem tako. Resnično hvala, kadarkoli potrebujemo nasvet, pomoč, akcijo, Gabriela je tukaj. Hvala tudi Bojanu, ki jo lahko sredi noči pokličemo in pošljemo sporočilo, da ga objavi. Hvala Miri, ki prav tako poišče podatek, kadarkoli ga potrebujemo. Hvala celotnemu upravnemu odboru Unitri. Najbrž si niti ne predstavljamo, kako bi nam bilo, če bi bili tako sami, brez njihove opore in podpore. Nocojšnji večer smo poimenovali glasbeni objem. December je čaroben mesec, a najbrž prav zato, ker ga čarobnega naredimo ljudje. Ob koncu leta se zberemo, da podelimo toplino, da podelimo upanje za prihajajoče dni. V decembru pesem še močneje potuje pred ljudmi. Poseben čar in občudovanje pa se rojeva, ko pesem strun zazveni izpod mladih prstkov. Slovenija je polna mladih talentov in polna izvrstnih učiteljev, ki svojo glasbo plemenitijo svet. Spoštovani navzoči, z velikim veseljem lahko nocoj med nami pozdravimo mlado in nadarjeno harfistko Ano Sofijo Lodič, učenko profesorice Tadeje Kralj v glasbeni šoli Koper. Počaščeni smo, da bo nocoj v tej imenitni dvorani prvi objem glasbe zazvenel izpod njenih prstov. Ana Sofija je izjemna harfistka. V preteklem šolskem letu je na mednarodnem tekmovanju Giovanni Talenti v Gorici prijela absolutno nagrado in prvo mesto se jih je od absolutnih 100 točk prijela kar 99. Imela je tudi samostojen koncert Piano d'Arte v okviru festivala d'Arte. Na 53. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, Temsi, je pod mentorstvom svoje učiteljice Tatjane Kralj prijela zlato plaketo in posebno priznanje za najbolj obetavno tekmovalko v najnižji kategoriji. Marca 2025 pa je Ana Sofija zmagala na prvem mednarodnem tekmovanju za harfo Adriatic v Trstu. Danes bo glasba zazvenela najprej izpod njenih prstov. Zaigrala bo skladbo Bernarda Andresa Pistaš.
Kot bi nas obiskala princeska. Ja, se nas je. Za princeske ljudje verjamemo, da so takšna mlada, ljubka dekleta s takšno velinsko močjo, kot ima Ana Sofija. V decembru pesem še močneje potuje med ljudmi. Zdaj bo potovala pesem iz grl ženskega pevskega zbora Pristan. Prav to nedeljo, ki je minila, je bila obletnica ustanovitve ženskega pevskega zbora Pristan. Leta 2003, 14. decembra, se je ustanovil zbor, čeprav je s pevskimi vajami začel v študijskem letu 2004-2005. Najprej je pelo samo 6 pevk, potem jih je bilo 12, danes jih je 24. Na odru kakšna manjka, se veste, gripa ima neko čudno moč v tem decembru. Ti začetki ženskega pevskega zbora so za nekatere pevke pomenili neprekinjeno petje vse do danes. Še imamo v zboru gospe, ki so od samega začetka. Danes imamo tudi gospo, ki je letos v prvi polovici prenehala in je tudi od samega začetka sedi med nami. O tem, kakšno besedo več kasneje. Zbor v svojem repertoarju izvaja priredbe ljudskih in umetnih pesmi ter priredbe slovenskih in tujih popevk. Zbor je za svoje udejstvovanje prejel že vrsto pohval in nagrad, med njimi tudi bronasto priznanje Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper. Zadnja 3 leta zbor umetniško vodi in petje spremlja tudi na klavirju doktorica Iva Dobovičnik. Svojim entuziazmom krepi našo pevsko voljo. Svojo mladostno, neutrudno energijo in odlično klavirsko virtuoznostjo pa nas žene naprej v naših prizadevanjih. Danes večer po pesmi diši. Pesmi zapete, zaigrane, v mislih samo zamrmrane in tiste, ki jih zapojamo molče, naj nas družijo nocoj. Glasba ima čudežno moč. V pesmi sreča zazveni, pesem ustavi čas, ko sreča zaboli, pesem pokrije skrbi. V decembru pesem pogosto nosimo med ljudmi. Lepo je potovati z njo, a vračanje domov je posebna radost. Naši prvi 2 pesmi, ki jo bomo zapeli nocoj, pripovedujeta prav o tem. Najbrž jo poznate najprej kot popevki, kar ste v resnici tudi bili. Prva pesem, Tu je moj dom, avtorja glasbe Stajenco Hrovatin in Nefi de Banger, v priredbi Katja Perluga. Pesem so leta 1952 zapeli Faraon, za zbor pa jo je priredila, kot sem že rekla, Katja Perluga. Naslednja pesem, ki vam jo prinašamo, nosi naslov Uvod k moj.
ob spremljavi na klavirju bo pesem, ki jo je nekoč zapela Eda Viler, nocoj zbor zapel v priredbi doktorice Ive Dobovičnik, ki nas bo tudi spremljala.
Glasba in pesem sta brezmejna v svoji moči. Presegata čas in prostor, v katerem živimo. V nas znata ustaviti čas. Nas zazivati v morje spominov, nas popeljati v svet čustev in sanj. Tako je bilo tudi neko sredo preteklega novembra. Sedeli smo, da začenemo s pevsko vajo, a svinčnik in papir sta natrosila delčke naših duš in nastala je naša skupinska pesem. Naj bo to danes nek drugačen poklon slehernih izmed nas, ki smo na odru, in spomin na tisto neko preteklo sredo. Uživam v dežnih kapljah v jutru, ko se prebujam, in ljubim našo slovensko obalo s soncem, ko vzhaja. Všeč so mi italijanski dolomiti, ko se v jutrenih urah povzpnem na slavnik. In ljubim življenje. Uživajmo ga. Pesem je del vsega. Uživam v naravi in v dobri družbi, tudi v moški družbi. Jih tukaj ni, zato jih pogrešam. Rada imam svojo družino, svoje sinove z njihovimi družinami, svoje vnuke, vso našo družino. Hvaležna sem za zdravje, za delo, za otroke, za življenje. Narava je tista, ki me pritegne in dela srečno v tem nelepem svetu, v tem nelepem času. Lepo je biti mlad, še zdaj me spominja mladost. Občudujem jesensko listje in jake ptic, ki v vinogradih iščejo še zadnje grozdne jagode. In ne maram modirke, ki me dvigne iz sna, še preden sem nameravala stopiti iz svojih sanj. Kopljem in sejem, sadim in uživam, ko vzklije. Tu se počutim sproščeno in sprejeto. Rada opazujem življenje in tiho zimsko pokrajino nekje v toplem kaminu. Rada imam svojega kužka, ki ima veliko potrpljenja v poslušanju mojih napak pri igranju harmonike. Ljubim življenje. Uživam v življenju. Čeprav je zelo odgovorno in včasih težko. A pes, muca, cvetoča vrtnica in prijazna soseda so tukaj in sem srečna. Ljubim mir in zvestobo. Veselim se iskrenih ljudi, tistih z bučko v očeh. Srčno si želim, da se moja sestra Graciela čim prej pozdravi in se vrne med nas, brate in sestre. V toplem poletnem vetru, tik pred nevihto, ko zadiši morje, uživam. Ljubim dotik človeka in ne maram razpravljati. Rada bi šla enkrat v kočo, v kateri v peči presvetla ogenj, da se nagledam plamenov, kako učijo ven. Je človek hladen, se ga jaz bojim. Rada imam mir in napredek. Ne maram pohlepa, ki zrasta v človeku. Čutim tiho, biserno svetlobo. Zdi se, kot da slišim, prileze prvi sončni žarek na jutreno roso. Tako sem večna. Velikokrat pesmi zaživijo prav
prav iz trenutka, podobnega temu našemu, kot je bil takrat. In prve pesmi, ki se jih otrok velikokrat nauči v vrtcu, v šoli, doma, ki začne prepevati, so dostikrat prav ljudske pesmi. Te potujejo z nami iz roda v rod in pripoveduje zgodbe naših prednikov, rišejo slike podeželja, planin, ljubezni in dela. In so lepe, ker se vedno znova dotaknejo srca in na svojo pristnostjo opomnijo, kaj vse smo skupaj ustvarili in kaj nas še zbližuje. Zapele bomo Narodno Roža na vrtu v priredbi Viktorja Mihelčiča, Ljudsko Stržaškega Kaj ne boš tako zamjeril v priredbi Ignacija Loka in Slovensko ljudsko Podrožnato planino v priredbi Danila Vučeta.
Zaključki zmeraj s seboj nosijo tudi pogled nazaj, na prehojene poti, na sodelovanje med ljudmi. Ob koncu tega leta moramo tudi mi v našem pristanu izreči nekaj zaključkov in nekaj zahval. Ne nazadnje je treba izreči zahvala vsem pevkam, ki so pele pretekla leta, a v tem letu se je v prvi polovici našemu druženju moralo zaradi različnih razlogov v življenju odreči kar nekaj teh. Nekatere se danes niso mogle priključiti našemu koncertu, da bi nas obiskale, nekatere so tudi. Zato še enkrat izrekamo zahvalo za doslej prehojeno in prepeto pot. Mileni Stres, ki je prepevala od samega začetka, od samega obstoja pevskega zbora Pristan. Za Mileno. Med nami ni Dragice Igliča, ki je tudi prepevala 20 let. Med nami pa je Vilma Kovačič, ki je pela tudi 20 let. V tem letu se je morala odreči petju tudi Graciela Montale. Morda se še vrne, če se okoliščine bolj prijazno zasmejijo. Med nami tudi tokrat ni Sonja Požar, ki je prepevala dolga leta, in pa ni Irene Lučna. Vsem pošiljamo en topel pozdrav. V tej zgodbi zahval nikako ne smemo pozabiti na gospoda Milana Rejca, ki ni naša pevka, vendar je velikokrat z nami ob vseh pomembnih trenutkih vsaka leta nazaj in tudi danes je tukaj naše petje dokumentira. Zato vsekakor zahvala gre tudi njemu. Najlepša hvala. Ja, hvala. Je čokolada. Hvala. Ja. In še eno zahvalo dolgujemo. V začetku smo že povedali, da je preteklo nedeljo bila obletnica same ustanovitve. Med soustanoviteljicami pevskega zbora je bila Darinka Koce. Prepevala je od samega začetka in tudi od samega začetka vse do maja letošnjega leta je bila tudi predsednica ženskega pevskega zbora Pristan. Leta 1989 je za svoja prizadevanja prijela zlato plaketo Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper. Želeli bi jo poklicati na oder in pokloniti šopek cvetja, vendar se danes ni mogla udeležiti tega našega druženja. Ampak cvetje zmeraj najde pot. In verjemite, da vsi ti cvetovi bodo prišli in našli pot do pevk, ki so jim namenjeni. In dnevi bodo tekli naprej, kot teče naprej tudi naša pesem. Zvončki žbonkljajo, konjiči brzijo, zvončke in zimo v svetlov čas vrtijo. Ana Marija Dodič bo zaigrala pesem Bobija Kremsa, Jingle Bell Rock v priredbi učiteljice Tadeje Pek.
Takrat hvala Ani Sokijedovič, njeni učiteljici in staršem, ki so ta nastop omogočili. Pesem ima čudežno moč. Spremeni ljudi, ko se dotakne sveta. Potolaži najhujše žalosti, nas uči poslušati, obriše solze, opogumi srce in daje krila veselja. Sledijo pesmi o ljubezni, o miru in upanju v nas. V življenju je dobro upati, verjeti v ljudi, vase v življenju. Zapeli bomo Zato sem noro te ljubila v priredbi Marjeta Kotožja-Horerja. Osmrečica, v spremljavi klavir igra naša zgodovotkinja in v priredbi Patrika Grebla. Amazing Grace, tudi to bo spremljala v klavirju naša Iva, ki je tudi sama pesem priredila. Kaj je ljubezen? V priredbi Katje Kovač, Leverjeni Leonarda Poena v priredbi Ušejaša in afroameriško ljudsko duhovno Kumbaya Majlo.
Hvala, da ste bili nocoj z nami. A vas prosimo, ostanite še nekoliko z nami pred vrati, postojte, da še kakšno rečemo in nas objame še kakšna topla misel za prihajajoče leto. Da nas zdravimo, da podelimo lepe misli. Hvala vam.